Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate edini slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes je v moji družbi čudovit par, Rej in Marjetka, bolj znana kot Mareja, ki skupaj ustvarjata že 20 let v življenju in glasbi. Letos praznujeta še en jubilej, ne? Upam, da ga bomo kaj omenili. Če bo kakšna zabava. Zdaj se še splača te jubileje. Čak malo, čez 10 let bomo tih. Ne omeni, koliko je obletnica. Tih bo, da si se rodijo. Ne? Zdaj imamo še malo fore. Ne? No, in da vaju pozdravim, pozdravljena. Kako sta? Fajn smo, zelo lepo je. Prvič sva tukaj pri vas, tako da se prav veseliva. No, nekaj dni je, ne, po tehle uspešnih križankah sta že strnila vtise. Posnetki na spletu so čudoviti. Še vedno okrevava. Žura po križankah, ker tudi to je že jemšo, ne? Jaz sem mislila, jaz moram priznati, ne, da jaz nisem vedela, da jaz imam toliko mišic na telesu. Naslednji dan, ko sem se vstala, sem gotovila, oh my God, jaz rabim 3 dni za regeneracijo. Ampak ja, v bistvu je to bil en tak nepozaben večer, na katerega sva čakala 20 let. Ne? In če na neko stvar dosti dolgo čakaš, ne, ti tudi toliko več pomeni. In je toliko slajša in toliko bolj intenzivna, no, bi jaz rekel. Bi vaju vprašala, če ste imela tremo, pa sem videla posnetek, ko si govorila, kap me bo, nekaj minut pred nastopom. Mislim, da je 4-krat ponovila. Ko smo gledali te posnetke, mi da velikrat imamo ekipo in snemamo te trenutke, ki jih rada deliva, v bistvu, ker ljudje mogoče vidijo samo tisti, ko prideš na oder, tisti trenutek, preden greš gor, je pa v bistvu zelo zanimiv, ne, in tega ne vidijo, ne, kaj doživlja vse nekdo, ki gre na oder. In ko so pogledali te posnetke, so rekel, pa si ti vsako drugo posnetke rekla, mene bo kabre, sploh ne dojevaš takrat. Ja, pa je, vedno, ko stopiš, ne, to so nove situacije, nepredvidljive situacije, ne veš, kaj te čaka, ne, in ta v bistvu negotovost ti daje nek, ne, utrip srca se ti malo poviča, adrenalin pa vse, kljub temu, da smo že navajeni na odru, vsakič znova, v bistvu imaš novo publiko, ne, publiko, ki te čaka in ko mi čakaš, da vidiš na kakšna energija ima tudi tvoja publika tisti dan, ne? In križanke so za naju bile tako osebni največji projekt do zdaj, ne? Tako da smo ga tudi skozi takim strahom spoštovanjem smo se tudi lotili, ne? In toliko smo pripravljali, toliko smo si želeli, da bo vse popolno, da bo vse do besta, ne? In pol valjda srček dela, ne? Ampak ko sva prišla na oder, je kar vse padlo dol. Sekunda ljubezni najne publike in pa sva sem letela na krilih ljubezni najne publike, res lepo. Je bilo vse tako, kot ste si zamislila? Jaz pravim, da je vedno... Popolnost je v nepopolnosti. Tako, V bistvu sva si... V resnici ravno to želiš, ne? Da na koncu, da se zgodi ta trenutek te pristnosti, ne? Se pravi, ti nekaj načrtuješ, nekaj predvidevaš, predvidiš, ampak čar se mi zdi najnih koncertov, tudi ekipe, ki to doživljamo, ne vem, in benda in v končni fazi mene, ne? Je v tej Marjetkini brez skrbnosti in spontanosti, da nikoli ne vemo točno, kako bo določene stvari speljala in tukaj se je tudi to zgodilo. Ja, jaz grem tako, kot mi srce narekuje, ne tako, kakor mi glava. Ne? In če mi to uspe... Kaj še ne scenarije? Ja, da lahko glavo izklopam, pol je to uspeh. Se kdaj popolnoma prepustiš čustvom, da tudi zajokaš med? Zmer. Ne, vedno bolj. Zato je, ker pravzaprav to je tisto, kar nas dela žive, kar nas dela, bom rekla, enake s publiko, ne. Jaz prav zares si ne želim, da ima publika občutek, da sem jaz na odru, oni pa pod njima, ne. Ampak jaz si želim, da so oni počutijo, kot da so z mano, v mojem srcu in z mano na odru, ne. Nočem, da se rangiramo, ne. Kdo je višji in kdo je nižji, ampak smo vsi isti, ne. Zdaj, opazila sem pa, da tudi velikokrat tako na privatnih zabavah presenetita, ne. Tudi te posnetki so zabavni. Iza kulisja se je že kdaj zgodilo, da so vaju dobili slavljenci? Ja, na zadnje. In to je kriv Rej. Ne, nisem jaz kriv, a sem jaz ne vesta uletela v garderobo. Mislim, ne, sej načeloma nas ni videla, je pa zanimiv posnetek, še prihaja, no. Ampak to smo se skrivali blizu Ljubljane. No. Preveč smo se skrili. In je ravno prej sta potem ženinovo darilo je bilo za prvi ples. Ne, plesala sta prvi ples na 1000 let. In je, nevesta prišla po ženina, ker naj bi izvadila še, ne. In potem sem jaz sicer pogledal, ampak se mi res zdi, da je bila zbegana, ki ga je iskala in ne vem, če je res povezala. Ne vem. Mislim, potem, ko si prišla... Je bila presenečena. tako da... Sva se pa sekirala, no? Sva se pa sekirala. Ta.
presenečenje je bistvo vsega tega. Drugače pa vedno je uspel, Ja. no, in je vedno, ker skozi damo na to, v bistvu, to je tudi bistvo teh videov, no, dejansko, kako je zapleteno, ne, se skrit, mi da imamo še popisan avto, a ne, Mareja, in potem najprej, ki je avto pustiti, ki je prideti v zadej, po kakšnih teh stranskih vhodih v razne restauracije, hodva. Vsako tak hollywoodski film. Ni nekega glamurja, ne, zmer se Ja, neke ne, luknjice. če hočeš za to gre za spominjanje, to jim pač ostane za zmeraj in se potrudimo. Ne? Ampak potem reakcije so pa res Ja, čudovite. to je najlepše videti tiste reakcije. No. Ja, nepopisno je, ko v bistvu res tudi, bom rekla, za tega presenečenca ali pa presenečenca, kako se reče, za človeka, ki je presenečen. Slavljenca. Okay, za slavljenca ali postavljenko je tudi, kako to prijatelji, družine, ne, kako mora biti, to je tudi za njih en tak misija, ne, ali nam bo uspel biti tih do konca, ali bo kdo izdal, ali bo ne, tako da polko vidiš, da jim je uspel, da je cela ekipa in to pač presenečenje, tisto, kar te pač gane in ti ostane, tako kot nek spomin, ne. Hitro eno darilo dobiš, ne, ampak spomin pa še dolgo ostane. Ne. Če bi drug drugega morala takole presenetiti, koga bi najela drug drugemu, da bi solze pritekle? To. Kdaj V bistvu zelo razmišljala? težko bi rekel, koga, recimo, zdaj, če rečemo, da se na glasbenike fokusiramo. Ne? Mogoče Nekaj let svetovnega nazaj, popa. ja, sej, nekaj let nazaj bi rekel Michaela Bubleja, ne? Ja, Bi kar zadev, verjetno. Ne? takrat bi zadev, mogoče zdaj ne več, ampak ne zato, da ga ne več ne poslušam. Ampak je bilo obdobje, ne, ki ga je res ogromno. Ne? Ja, mislim, kako sem pa zdaj, jaz izpadla totalno, ne bi bila Hoče prerastla. povedati, da v tistem obdobju je poslušala Michaela Bubleja, zdaj pa ne vem, koga zdaj ta trenutek toliko poslušaš. Ja. Zaradi tega sem rekel, da na zadnje, ko se spomnim, da je nekoga toliko, je bil Michael Bublé, pa no, ko je še bilo, mi da sem imela tudi karte, ne, za Celine Dion in nam je žal. tako želim. No, tako da evo, mogoče par let nazaj Celine Dion je bila še res zaljubljena v njeno zgodbo, v njen glas, v njeno energijo. Ne. Tako da tudi recimo Adele, pa ne samo zaradi pesmi, recimo, se zgleduje v smislu po njej in je tudi mene inspirirala, rekla, poslušaj to, ne, ampak ne poslušaj petje, poslušaj njeno energijo, kako Adele v vsem glamurju. Ampak reče, pa ne, gremo še enkrat. Gremo še enkrat in Pa veš, ostane. Adele, ne? Kako? Ne, kako si lahko na to, to mi je ful lepa inspiracija, ker tako tudi ona, to tako življenjsko. Energetsko. Človeško, ja. Energetsko, ja. Kaj pa sicer hodite kaj na koncerte, razen Iskreno. svoje? Iskreno, ja. Zelo, Zelo jasno. zelo grdo. Ne, ampak v bistvu je tako, čez vikende, ko bi mogel iti na koncert, ko bi lahko šel, ga imaš sam. A ne? Čez teden imaš pa družino in pripravljaš se na koncerte. Ne? Tako da zdaj je trenutno neko obdobje, ker pač ne uspeva, ne da ne bi si želela. Pa tudi si ne. potem, ko imamo prost čas, ga Se pa pa raje izbereva otroka, ne, in družino. Ja. Bojo pa zdaj prišli obdobje, ko bomo pa skupaj začeli To je na drugo, ja. koncerte. Zdaj pa ste že toliko velika, da bomo lahko skupaj začeli hoditi. Ja. Ne? To Kaj pa one dva rada poslušata? vse. Zelo Ja. širok izbor. Ja. Ja, fusta si različna, mogoče ta mali Oskar je malo bolj rockerski, Vit je malo bolj pop, a ne, tako da je pa tako, sta pa tudi. Vedno nas inspiriramo, vedno spremljamo to Eurovizijo. Aha, Ker je tekmovanje, Ja. ja, tudi letos je bilo. So bila kakšna vprašanja glede na stopajoči? V bistvu So bili kar ekstravagantni nastopi. užaljenost in žalost, zakaj bi bile za nje. Aha, to ste navijali. Ja, To je ja. bilo, ne, ampak v bistvu pa tako spremljanje vseh točk, ocenjevanje. So bile pa dobre točke Ja. za pogovor z otroci. Res, In ja. smo se veliko pogovarjali na temo odprtosti, na temo, bom rekla, sprejemanja, a ne, in predvsem, da v bistvu meni se zdi, da je Evrovizija bi morala vedno ostati pri mnenju, ali je bila kvalitetno izvedena, ne ali je vprašanje, ali nekdo je ženska ali moška, kakorkoli. Ne. Vedno se mi zdi, da še bi mogli pogledati v to osnovo Evrovizije, torej v kvalitetno pesem in v kvalitetni vokal. Ne. Tako da tudi pa sve doma, ko otroci dobijo oni tako pristno reakcijo in potem rečem, daj stopi stran od tega, pa posluši pevca, je dober, ali ti je všeč njegova pesem in tako. Tako da vse bile fajne teme, tudi poučne. Ja. Kako pa so bili vama všeč nastopajoči, kdo vas je najbolj navdušil? Ja, Velikih je bilo drugače. Za koga ste navijali? Letos je bila res tako. Čeprav vsako leto slišiš nove, kaj rečeš, letos je pa čisto načel Evrovizija, ko slišiš nove pesmi, ampak meni se zdi, da je bilo letos res veliko dobrih
pesmi in predvsem nastopov, no, dodelanih. Ja, v prvi vrsti sva vedno čustveno navijamo za slovenskega izvajalca. Ne? No, Saj seveda, takrat- mi smo čakali, kako bo Rejvana, bo, Ja. in potem vidiš pa šov, pa on yes, in finale, Želiš si, vse, ne. ne. To, vedno si za Slovenijo najbolj želiš, a ne. Ja. Če Če pa si pa vsaj še malo- kolikor toliko lokal patriota, no, in zavedanosti. Ampak letos recimo je bil pa trenutek, ki je bilo Hrvaški v bistvu tako blizu ta zmaga, ne, da se mi zdi, da smo se že kar vsi malo navezali, predvsem iz upanja je mogoče, ne, ker sej spet niso toliko večji od nas, Ja. seveda so, no, ampak če bi Hrvaški uspeli, ne, Pol mogoče tudi nam ne, lahko. Ne? meni se zdi, da je predstavljal, vsaj mi smo gledali, no, kot nek upanje. Pa Ne. se jim je uspel, ne? Mislim, uspeli, da bi res tisto novoriko naredili, ampak evo, vse pač naredili so, zmagali so v bistvu po izboru občinstva. Tako da, ja, no. Pač pa ja, meni je bilo veliko pesmi všeč, sploh pa zaradi tega se mi zdi, da nastopajoči je imel vsak svojo zgodbo. In če neko zgodbo prepoznaš, a ne, in če ima rep pa glavo, je pravzaprav vsaka zgodba prav nekaj lepega in posebnega. Mogoče ni nujno, da bi jo dal na prvo mesto, ne, ampak vsaka je imela nek svoj smisel. No. Ja, in si Ja. pa spremljaš in pogledaš enkrat, dvakrat. Ja, je nekaj dodano, se mi zdi, Eurovizija zdaj. In tudi, koliko je v bistvu s temi trendi, preplavljajo no, trende, tudi družbeno mreže. In ja, naredi nek premik, no, kakorkoli zdaj. Koliko se potem kakšna pesem prime, pa je tako relativno, ne, in odvisno od vesolja. Koliko pa podoživita svoj nastop, ne moramo mimo tega, da Ja. 2015 pa Ja, vidva vsako leto nastopala. sem malo spomnila na to. Ja, mogoče tudi zaradi tega tudi še rada to pogledava, ker še poznava v zadje, kako sem vidva šla čez vse to. Potem jaz se vedno tako empatično pravim živeti vsadega, pa si mislim, kjer je očekla, zdaj ne vem. Tam čaka, medtem ko mi gledamo, ne vem, tiste razgledice, njemu srce nabija in mu odbija tiste 20, 19, 18, tiste prav 5 sekund do dolga šovka, ne, in vedno tako. Najbolj grozne, ki se mi kakšnemu ne uspe, pa se mi prav res v dušu zasmili, ker vem, da si vsak tako želi, da, Ja, pa da bi nekdo bil kaj najboljši, kiksne, a ne, pa- pa si tako zelo empatično no, spremljava. Je bilo garanje to takrat, ta pot na Eurovizijo? Kako se spominjate tega obdobja? Ja, mislim, je bilo garanje, predvsem pa čustveni, mislim, psihični preizkus. a ne. Jaz sem rekla, da je bil zame tako, kot praktično predtem nisem bila solistka, a ne, je bil tudi en tak mejnik v moji, bom rekla, ali čustveni rasti, ali v tem, da sem si upala, da sem bila postavljena pred izziv, zdaj pa stoj pa reta, ne, zdaj pa ni poti nazaj. a Ne. Tako da meni je bil velik psihični pritisk, ampak ne tak, da ga ne bi zmogla, ampak tako, da mi je pokazal pismo, lej, čez kaj vse lahko gremo. Ne. Tako da sem zelo hvaležna, da smo lahko to doživela. Ne. Pa takrat so se vama tudi nekako odprla malo vrata za tujino, ne? Ja, nekaj se je nakazval, ne? Lepo se je nakazval. Jaz mislim, da če bi takrat malo bolj pritisnila na plin, da bi se tudi še vrata lahko tudi bolj na široko odprla, ampak potem je pač, jaz sem bila mlada mamica. Materinski čut. Koliko je ste verjetno bila stara? svoje, no. Ja, Oskar in Vita. če koliko sem bila stara? Ja, v bistvu 2015 Eurovizija, se pravi, ja, leto, pa Aha. 3, ne? Ja, Ne. tako da takrat je bilo, moji hormoni niso bili tako za glasbo, kot za materinstvo in za otročke, tako da jaz mislim, da v tistem danem trenutku pravzaprav res nisem bila pripravljena iti si odpirati vrata kamorkoli, ampak sem si Danes bolj pa želela, tudi ni žal. ja, sem si bolj Danes, želela otroke na igrišče pelati, kot kaj drugega, kar sebe na kakšen oder. Pa otroka kaj kažeta tega glasbenega talenta? Zanimanje, ja, ampak bom rekla, mi smo mogoče kot otroci, mi da so bila kot otroka bolj opeta v glasbo, smo že hodili v glasbene šole, bolj tebe je sploh zanimalo. Jaz sem nastopal po... Ti si bil čisto Ja. noter, ne? Mhm. Ampak po drugi strani ne, pa mi je taka zanimiva recimo zgodba od Daneja iz Bikulov, ne? On je šele pri 15 prvič zapel, ne? To je bilo tudi ful zanimivo. Tako da jaz pravim, lej, pa naj eni že zelo zgodaj pokaže, eni kasneje, eni nikoli, prav zares nama je tako vse. Mi dva svoje sanje preko glasbe živiva, kako bo ta pa otroka svoje sanje živela, pa praktično ni na nama. Lahko jih podpirava v tem, ne? Ni pa prav, da usiljujeva svoje sanje. Ja. Tudi nima, ne? Bi jih glede na to, da živite to, da vidite kakšne divje življenje, to naj si želite, da... Pa kažeta no zanimanje, sploh vid se mi zdi, da se spogleduje, tudi ga zanima suči pesmi, no sej tudi Oskar igra bobne, a ne. Tako da ja, absolutno kažete zanimanje, ampak nekako pustiva
njuni strasti in zanimanju, da bo ti spravi čas, no, se nam ne zdi prav, da bi zdaj prav vplivala. Pa ja, prav zares jih profesionalno ne usmerjamo v to. Ne? Ja. Če želi pet, naj poje, če pa naj gre fuzbol špilat. Vseeno pa vidva pomagata mladim talentom, še poučujete petje, ne? In iščeta talente in jim odpirata vrata, ne? Vsake toliko res najdete kakšnega, Ja, to je bilo pa ki štrli iz množice. Ja, to iskanje talenta je bilo vedno na dveh frontah. Se pravi, ena je bila Marjetkina glasbena delavnica Pop Sing, ki zdaj deluje že s 3 dodatnimi mentoricami. Imamo ogromno res talentiranih, oziroma rekel bom zdaj že kar izurjenih pevk, ki so gor rasle, vse od začetka. Se spomnim, so te punce bile, ne vem, 8-9 let in so zdaj že prave dame. In je tudi z nama so bile mnoge na koncertu v Križankah. Na drugi strani, se pravi, vzgajanje mladih talentov, so pa v bistvu, ja, ljudje, ki so potem v bistvu znotraj najnega mentorstva in našega dela postali svoje glasbene znamke in glasbene zgodbe o uspehu, se pravi, od Luke Basija, Bikul, Nike Zorjan, Polkaholiki, Tilček zdaj na novo. Veliko je teh zgodb in... Ja, v bistvu mi dva se mi zdi, da smo vedno rada v tej vlogi, neki družinski vlogi ali pa vlogi mamice pa atija, tako na rekovajih, vedno se mi zdi, da sva rada iskala, pa pomagala, pa delila znanje, pa v bistvu iz nekoga, ki ga mogoče nekdo še ni videl, pa sva mi dva videla v njemu potencial, pa sva vložila vse svoje, kako naj rečem, svojo energijo, ljubezen, pa se potem ta rožica lepo razcvetela. Sva zelo uživala v bistvu biti v zadju, do mogoče tega le, ko sva spet sebe postavila na prvo mesto, mislim na prvo mesto. Ko rečemo, sva tudi mi dva skupaj z njimi prav tako začela biti na ta način, na ta način, ampak prav to obdobje, ko sva pa v bistvu mi dobila behind the scenes, kako ste reče? Ja, mentorja. Tako nam je pa tudi ful pasalno, tako da sva prav zares, je vsako obdobje ima svoj čarno. Kdo pa je vaju mentoriral? Kdo vam je dal na svete? Ste se mogla vse sama naučiti skozi kariero? Veliko ljudi, ki sodeluje, ki vpliva na najno ustvarjanje, seveda največ midva sama in to, kar nama narekuje, ne vem, srce, najni pogovori, najne želje, predvsem pa najne življenje in vrednote, če gledamo sploh po zgodbah, tukaj je predvsem na Marjetki, ker mislim, da bistvo tega, kar je Mareja zdaj, se pravi najna zgodba, so besedila, seveda preko pesmi in melodij, ampak kar se tiče pa mentoriranja in tega, je pa kar nekaj ljudi, katerih mnenje izjemno spoštujeva in ki so z nama, pa tudi z mano, recimo še preden sta bila mi dovedi že 20 let, na vsakem koraku in zaradi katerih sva zelo hvaležna. Mi še danes rada vprašava za mnenje, sploh kadar sva negotova. Sta pa 20 let že v glasbi in v ljubezni. Kako dolgo oziroma kratko obdobje je to? Meni se zdi, da je ful kratko. Zelo kratko. Mislim, zdi se mi, da je tako menil, po drugi strani pa se občasno spomniš, ker je bilo toliko stvari in dogodkov, ko se spomniš na kakšen dogodek, ne vem, še iz časov, ne vem, če Turbo Angels, ali pa mogoče celo predno smo bili Turbo Angels, ko sem jaz ustvarjal, veš, pa Maja Sletniček, pa se spomniš kakšnega dogodka, pa rečeš, koliko je že od tega, in pol se ti pa zdi, da je noro dolgo, ampak zdi se pa, da je minil takole, in da smo še zmeraj. Predvsem mi dva sva večkrat na novo zaštartala, to je recimo mogoče nekateri tudi v glasbenem smislu, že od samega začetka vejo, kakšen stil oziroma se počutijo samo udobno v enem stilu in ta stil ponotranjajo tudi svojo osebnostjo ali pa svojo sami sabo in potem to fura celo življenje. Videla sta pa nekako kar v bistvu preizkušala, razvijala, se spogledovala, navdušila, pa malo tako smo tako zelo kvene hobotance, ki se kamuflirajo. Rada imava glasbo, jaz recimo imam zelo širok okus in potem seveda tudi, ko zase ustvarjaš, pa želiš probati, kje se najbolj počutiš, nekako si domač v tem, si domač v onem, kaj si pa zdaj ti, kot ti, ko se postaviš v prvo vrsto na oder. Vsaki znova sva se poiskala, ampak potem spet mogoče malo nazaj potegnali, spet na nov našla. Vedno smo našla neke nove v bistvu vsebine pri sebi. Še zdaj v bistvu kot ustvarjalca zelo široko ustvarjava, tudi za druge, znava zelo v različnih stilih uživati tudi. Ampak zdaj nekako veva pa, kaj midva kot Marjetka in Rej, kot Mareja, želiva predstavljati in ljudem povedati.
Zanimiva tudi ta zgodba, ne veliko krat, ko reče ta Mareja, mislijo, da prije samo Marjetka, Ja. pa si ti kdaj malo užaljen zaradi. Ja, ne, nisem, samo. Reja pa rej. A pa še hujš, Maraja, pa rej, ne? Aha, Maraja je pa Pa najhujše. Nisem, ne. Jaz vedno tako pravim, da ljudje se nimajo časa ukvarjati s tvojim življenjem, zdaj imajo svojima. Ne? Tako da v bistvu vmes slišijo, ali pa ne vem, kakšen radijski voditelj tudi narobe pove, ne? In pač oni to ponotranjijo, se bikul sta pa bila bolj, ne. Ja. Ali pa- Sam sta bila vsaj dva, ne? No, tudi ansambl Maraja nam tudi kdaj reče. Aha. Ne? Ja. Tako da, Ja. Mogoče to že Čisto napoveduje različna. kakšno novo smer. mogoče nikoli ne veš, kaj nas spet ne. Ja. Ampak pravzaprav nismo res nikoli užaljeni. Ne. Ne. Pač ljudje rečejo, kot rečejo, kakor si pa To je zapomnijo. res. Recimo, ampak je pa že tako, ko smo šla na Eurovizijo, smo imela en tak, ko smo imeli te promocijske stvari, en simpatičen priročnik, ne, pogostih stvari, ki so jih predvidevala, da se bojo motili, pa to je bilo že 10 let nazaj. In eden od njih je bil, Mareja, ni pevka, ne? Se pravi, Mareja je duet, Marjetka in Rej sta Mareja. Ne? Tako da smo že takrat, v bistvu 10 let nazaj bilo to. In, ja, ampak seveda, veš, ti živiš v svojem svetu in se ti zdi to najbolj pomemben, ljudem je pa važna, ne vem, glasba, pesem, energija in zdaj poimenovanje, a je to Mareja, Maraja, Marjana. Marjana. Tudi to lahko. Je pa že 10 let, ne, odkar sta združila moči. Če Ja, sem v bistvu prav kot Mareja je Ja. letos 10 let in drugo leto bo 10 let od Eurovizije. Ja, v bistvu čisto na ključju, če spet malo pogledamo, kako življenje samo pripelje stvari, ki bi najmanj pričakoval. Naredila se eno pesem, v bistvu za Aljo. našo En demo je pevko, bil, ne. ja, Tako za- demo. Ko ne. ustvarjaš, pa pošljaš Ja, komu. Ne? In pač, seveda, ni vedno nujno, da tisto, kar ustvariš, potem tudi bi glasbeniki vzeli zase. a ne, pač včasih imam občutek, mislim, pač ni ta pesem za njih v tistem tistem danem trenutku, trenutku. ja. Ne? In seveda, mi dva neč užaljeno, to je pač normalni proces ustvarjanja, ne en pesem. Ja, všeč vzame, eno pač ne, ne. No in to pesem, to je bila pesem Love in Me, ne? Ja, in je v bistvu takrat za Aljo nekako rekla, da ne čuti v tistem trenutku, ne, in pol je se prav spomnim trenutka, ker jaz sem v spalnici, sva že spat, sva se spravljala, pa rehotko, kakor sem malo rekel, pa to bi se, nekaj je to pesem mogel dati, ne. Ker mi je bilo všeč, a ne? Ja. Ker če je že naredil, ne bomo zdaj to v smeti vrgli, ne. In pa kdo bi to pel, pa kam bi, pa komu bi to predstavil, pa tako reče, kar tako, pa da boš ti to zapela. Tako, malo kar. Ne, rekel sem, da bi pa ona odpela, ker so pa ravno v tistem času, ko so nekaj tudi pripravljala za eno japonsko založbo, za tuje izvajalce in je pela z malo takim drugačnim glasom, interpretacijo malo tujo, a ne? In sem rekel, da bi pa ti to s tistim glasom, ki so jo zadnjič probala in je ona to zapela in pogleda online. tako je v bistvu štartal ta projekt, In smo ne. midva se oba zaljubila v bistvu ta malo drugačen način interpretacije. In v bistvu potem, kamorkoli sva to pesem pokazala, je bilo posod navdušenje. Govorimo, ne vem, imela sva italijanskega založnika, ta pesem je pa šla v tujini tudi, ne? No in tako se je v bistvu pa pol razvija. Iz takega Naključje, naključja ne. prav zgodba Mareja. Ja, pravzaprav jo nisva načrtovala, ne, se je v bistvu nekako sama prepeljala, ne. In najprej je bilo to v angleščini, potem pa nekako Ja, rečemo, da je bilo 2020 to- si pa ti odkrila Tako, tudi ja. talent Ja. za pisanje besedil. Ja, v bistvu, Kako je pa prišlo do tega? ful je bolj zanimivo, da pač priznam, ne, kljub temu, da skozi otrokom govorimo, ne, mislim, naša dva ne uporabljata telefona še, a ne, ampak vedno znova, ne, včasih sta si zaželela na en telefon, pa nekaj, pa je vedno razlagala, ne, ja, pa ne, zakaj ne. Kljub temu sem se jaz velikokrat zalotila, da pa vse, ne, čeprav razlagam, ne, kako ni fajn, ne, da pač, ko vzamem telefon, grem na Instagram, ne, in grem na Facebook, ne, ko pač potegnete, pač neka vsična grda stara navada, ne, in sem si pa rekla, tako, prav, ena taka točka je pa šla sem rekla, veš kaj, Marjetka, kaj je s tabo, le? Vsakeč, ko vzameš telefon na pol ure na Instagramu, zdaj to pa res, no, a boš tako live preživela, ne. In sem se rekla, sama sem se dala tako nalogo, ne, zdaj pa vsakič, ko greš, v bistvu odpri beležnico in probi napisati nekaj, ne vem, eno besedo, ki ti je všeč, ali pa en stavek, ki bi ga rada iz sebe. In tako v bistvu sem vsakič, v bistvu namesto, da bi šla na Instagram, sem šla v beležnico in sem se počakala in sem razmišljala, sem včasih gledala pol ure v nič. A ne? Ampak očitno sem začela v bistvu prihajati k sebi, se v bistvu sama s sabo na nek način tudi pogovarjati, a? In tako sem se začela v bistvu razvijati besedila. Ne? Tako da pol iz tega samo testa, a ne, je v bistvu prišlo, ne vem, sem naredila Do ne, prvih 100, verzov, ne, ja. 200 besedila, ne sem zase, tudi za druge izvajalce, ne, tako da se je nekako spet razvila
v bistvu dozorel nek talent, ki je rabo ful let, da je dozorel pač pri meni, ne. Tako da nikoli prav zares ne veš, kdaj si lahko obuješ nove čevlje, če že iz komada izviramo, ne, oziroma kdaj si lahko to dopustiš, da nisi samo ti to, kar se trenutno poznaš. Ampak da je v tebi se lahko skriva, ne vem, še 1001 stvar, ki jo lahko jutro odkriješ, da si sposoben, da je lahko ne vem, nekdo odkrije, da je ful dobro, ko prvič torto speče in je lahko potem umetnik peke tort in kakorkoli. Ko prvič prime v roke obo, ne? Ja, to pa še nisem prav. Mogoče pa jutrno. Mogoče se pa bomo čez en let, kako še virtuoso oboje sama. Če se boš prijavila na talente, ne? Ampak se ne moreš, ker si Tako. Zdaj pa polnita dvorane, ne, in prepevata svoje pesmi in zbujata čustva. Kakšne vse projekte imate pred sabo? Križanke so za vama. En velik spektakel oziroma 2 napovedujete prihodnje leto. Ja, v bistvu so bile najava Križanke, ne? Ja, tako rekla, kdaj so začela to? Lani, ne? Ali letos? Ne vem, kronološko. Ne, kronološko, kdaj so začela koncerte? Koncerte novembra v bistvu še. To je Koncerte po dvoranah, ja, torej lani. Lani so začela v bistvu, sva rekla, nič, pejva med ljudi, pejva zapet, pejva dati svojo dušo, svojo esenco, to, kar tudi midva sva, z nekim vzgibom, da deliva to, kar nosiva vsebne, tudi v živo. Ne? In pravzaprav res nisva, ko ti prvič poskušiš stvari, ne veš. V bistvu, kot da bi stopil v temo. Ne? Zdaj, a bo ta tema... Mislim, je tako, dozdevali se nama je, ker sva dobivala ogromno sporočil, ogromno ljubezni, a ne, za te pesmi, a ne, pa drevo, pa 1000 let, pa nebesa, ampak v bistvu nisem nikoli z izjemo parih koncertov, ko sva jih imela vmes, a ne, v teh zadnjih 4 letih, do lanskega novembra, v bistvu nikoli nisva prav zares neke strnjene zgodbe, kot turneje, koncertne. In v bistvu res nisva vedela, kaj a bojo zdaj to, a so pač tisti, ki so prišli na tiste 2 koncerta, ki so jih imela v lanskem letu, ne vem, v Mengšu enega, v pol leta, ne, pa tako. No, in sva rekla, nič, verjameva, predvsem po tej ljubezni, ki sva jo čutila iz vseh teh sporočil in odzivov. In pol se pa začela dogajati. Zgodila se je ljubezen, čarovnija, jaz bom rekla, da je to najno, ali pa saj moje boš ti pa potrdil, ali kakorkoli, najlepše obdobje, kar se glasbe tiče. Ne? Ker... Vsekakor, sploh kot midva. Ne? Ja. Ker ko ti ne gre za nek ponos, kot po 3 mesece vnaprej zmanjka vstopnic, je to v bistvu ena sreča, predvsem zato, ker to so ljudje, ki so zaradi teh pesmi, teh besedil in te najnih vrednot prišli. Srečen si, ker si slišana, ne? Ker si viden slišan in vidiš, da ta glasba dejansko prišla v življenje ljudi. Ne? Ni samo nek hit, ne? Ja, recimo, ampak ne, prav radi poslušajo, ne? In živijo in se poročajo na eno glasbo in praznujejo, kakorkoli. Ne? In ta turneja je v bistvu potem vedno nama je bolj odpirala obzorja, kaj bi pa midva še dala. Ne? In potem so prišle Križanke, ne? Kjer so v bistvu... V 2 tednih so zapolnili skoraj celotne Križanke, ne? In takrat se je začela v bistvu razvijati. In sva rekla, nič, očitno tudi najdva to, bom rekla, vodi, da si upava, da si upava obširiti obzorja v tem smislu, dejva res all in, ne? In tudi v Križankah sva predstavila že drobtince vsega, kar prihaja na največjih koncertih do zdaj. Na 2 spektaklih, se pravi v Hali Tivoli pa v dvorani Tabor, sicer še ne drugo leto, 29. marca v Tivoliju, 2025 pa 8. marca na dan žena v Taboru. Ampak že zmislijo na to, kaj prihaja. Ampak že zmislijo na to, so v bistvu hotela začeti Križanke, ravno kot zahvalo v bistvu vsem, ki so tako hiter nam podprli vse to in zapolnili do zadnjega kotička. Ne. Tako da z nama so bili na odru tudi talenti. V bistvu najna zgodba, talenti, Marjetkina pevska šola, gostje, ampak... Marjeva sestra. Ja, tako družina. Ampak vse to pač krat 10 bo pa potem na teh 2 spektaklih, ki bo res... Ki bo v bistvu najno glasbo bomo še vizualno v bistvu še na drugačen način. In pač taki koncerti se zgodijo, po moje, sem enkrat odbila, godi na Emšo. Ne, nikoli ne hecam se imam, ampak prvič pač
je pač prvič. Ne? In prvič se mi zdi, da greš tako. Pač, Tako močno strastjo. Ja. In s tako mislim, kot otrok se počutiš. In s tako srečo, zdaj že približno 2-3 mesece v bistvu nabirava in točke in talente. Pa na drugi strani je tudi zgodba, koliko enih talentov smo videli mi na Slovenija ima talent, prekrasnih točk, ki smo uživali samo v tistem, aj bil to polfinale, aj bila to audicija. In to so res ljudje, ki imajo srce na odru, ampak mogoče nimajo priložnost, so mogoče toliko specifični talenti, da nimajo vedno priložnost nastopati pred polnimi dvoranami, pred halo. In na drugi strani pa gledalci jih niso imeli možnost videti v živo, razen na popu. Tudi tukaj se pozorijo, ta sinergija. Je ta čarovnija. Spet tukaj malo midva v tem mabijati vloga, čeprav jih nisva odkrila v tem smislu, ampak spet rada imava tudi, da dava priložnost. Hkrati pa, kukor ta čokoladni jajček presenečenja, pa v bistvu v novi sezoni, se pravi, marsikatero točko pa sploh še ne veva, kakšna bo, ker bomo kar neki poskušali jih najdati za nove sezone. Tako da združujemo, kar je pa to. Združevanje se mi zdi, da je pa danes nekaj, kar lahko rodi nekaj novega in lepega. Moram priznati, da je veselje gledati, kako žarom v očeh razlagati. Vsak ima prevzela. Po vseh teh letih še vedno tako žarom greste vse projekte. In to skupaj, kako vam uspeva, vseeno sta tudi par in v poslovnem svetu in zasebnem. In še vedno kaj sodelujete tako dobro. Ker prav zares 20 let že ustvarjava, ampak nisem bila pa 20 let skozi prisotna na odrih. In ravno to se mi zdi, da je jaz sam občutek, da je to za nami vse prvič. Ker tudi vmes nisva bila toliko aktivna odrsko, da zdaj delava res tako in strastjo in z eno tako otroško navdušenostjo. Jaz mislim, da delava življenjske projekte, na katere bo ponosna. In vedno sva delala stvari z nekim žarom, ker sva hotela biti ponosna, da tisto znanje, ki ga pač imaš v danem trenutku, res počrpaš, ker še ne tako v bistvu pa novega lahko pridobiš. Če res daš vse od sebe, ne sme ti prav nič več ostati. Da lahko potem na nov se v bistvu spet naučiš, postaviš, bom rekla, sam sebe, neke izzive, da lahko po lestvici splezaš v smislu, sem zmogel, sem bil sposoben, sem na ta način. Tako da, vsaka ena taka, veš kaj, to sva si dala v bistvu ne. Če priznava, zato da ne bomo padla v puberteto, krizo srednjih let. Vse si dala malo izzivov, zato da ne misliva na bederijo. Ampak vseeno, 20 let je dolga doba, kako pa, verjetno so prišle kakšne preizkušnje, kako pa sta se s tem soočala, kdo je tisti borec v vajni? Jaz sem tako rekla, da prav take drastične preizkušnje niso prišle, v smislu, da bi po 7 letih sva sicer, takrat sva še bila mlada, mi sva začela, ker sta bila stara 18 let, praktično začela sem kot otroka, tako da začneš, prideš vsak iz svojega gnezda, vsak s svojimi problemi, vsak s svojimi pogledom na življenje, našla sva se mi zdi v nekih osnovnih vrednotah, tu sva vedno vedela, da klapava, da nekako isto gledava na svet, Res je, da sem mogoče jaz, ko sva vstopala v razmerje, jaz sem bila tak ne samo zavesten revček, Rej pa bil tak samozavesten pav, tako da tukaj sva rabila, jaz vedno pravim, jaz Reju sem dala malo zemlje, on pa meni malo krila, tako da tukaj sva si malo energije izmenila skozi leta, ampak prav zares, da bi seveda imava tudi izzive v smislu ne strinjanja ali pa drugačnega pogleda. Izziv, to je v bistvu vsak dan, normalnost, vsak dan. Absolutno, pač življenje, Vse, ko se pač življenje zgodi, je pač tisoč en problem, Zdaj pa včasih te problem malo bolj vrže stira, včasih pa malo manj, tudi odvisno od dneva, Ampak zdaj z leti smo se že to nekako zbalansirala, Tako da zdaj enkrat pele, Vedno pa tako lepo poudarjate, da na prvem mestu je pa še vedno družina. Najraje si vzamete čas za vas 4. Kaj najraje počnete? V bistvu je že to, ker smo skupaj. Zdaj recimo ravno v preteklih 2 tednih je bil parkrat moment, ko smo rekli, kam gremo, ko smo bili frej, a gremo tja. Pa smo rekli, ne, pa sej uživamo tudi doma. In smo prav rekli, ne, doma bomo in meni je bilo super.
znamo si pa tudi prvošati v smislu, da gremo na izlet, pa ne vem, na kakšno jezero, na kakšne sprehode, sicer take ne preveč zahtevne, ker nista ne Oskar, ne Vid, še najmanj pa jaz navdušena nad kakšnimi vzponi. Še najmanj pa ti. Ali pa tako se da 70% z avto prijeti, pa bolj v naravo, ne. Mislim, važno je, da na koncu gostilna, ne? To pa je lažje, ja. Cilj mora biti, ne. Ker pa če niš trudila na koncu destinacije, pa mi ne gremo, ne? Motivacija. Ja, motivacija. Tako da znamo uživati v preprostih stvarih, znamo uživati v doživetjih, zabaviščne parke smo znali tu v Italijo in si vzeti par dni. Predvsem pa, ko smo skupaj, no. To je, recimo midva, kadar imava prosti dan, pa potem, ne vem, pa kakšen družabni dogodek, pa kam greš, pa nimaš nastopa, pa v bistvu rečem, lej, iskreno, če ne bova imela nastopa ali pa nekaj, kar je pač za službo, pa rajš izberem otroka, ne. Enostavno in morajo razumeti. Tako da prav, mogoče tukaj vedno nisva, kot medijski osebi bi lahko veliko hodila po teh nekih dogodkih, družabnih, kakorkoli, lahko bi, jaz pravim temu, zapravljala čas. Ja. Ampak sva vedno dala na tehnico, a greva zdaj, pa povida po Oskara nekdo drug čuvu, ne, ali pa mi do doma in pač do zdaj, pa zelo redko 12 letih. Oziroma mora biti zelo konkretna zadeva. No. Ja. Za osebo, ki ima fest rad. Kakšna starša sta stroga, permisivna, helikopterska, zdaj že toliko enih izrazov. Kakšna? Ja, to vse obstaja. A ja, ne vem, jaz mečem, da mogoče najbolj bi se opisala zdrava kmečka logika. Pač, ja, zemeljska mogoče. Ne, v tem smislu pač probava naučiti, da pač ločiš prav od narobe in to se mi zdi, da je edino, kar pač šteje, ne? Da nič narobe, če si ga polomil, ne? Samo da se zavedaš, da ni bilo lepo, pa da lahko drugič to popraviš, ne? Ali pa da učiš spoštovanja, ne? Da so neke meje, pogovora, katere nikoli ne smeš prav zares prestopati. No? To so tudi nas učili, ne? Ja, zdaj pa še ena stvar. Jaz sem prosila vaju, če prinesete 3 predmete, malo smo pozabili in za kazen, ne, smo se na začetku zmenili, da zdaj pogledamo, kako že zadnje 3 fotografije v telefonu. A tako? Ja, No. zdaj pa... Da mi nisi kaj pošilo. Jaz sem tvoj telefon. Ja. Moj dolgočasen screenshote, pogovorov, pa kaj, veze, pa listvice. Pa. No, pa me kar zanima, zadnje 3 fotografije. O, Marija, takale bo zdaj. To je slika... To je slika En dan po Križankah. Torej... To si pošiljala glih kolegici, ja. To je v bistvu slika, tukaj smo bili skupaj z družinskimi prijatelji, ki so, isto imajo 2 otroka. In tudi se zelo podpiramo med sabo. In v bistvu so nam prinesli drevo, češnjo, ki smo jo potem tudi posadili. Tako da simbolično. Ja, skupaj en dan za našim vrtom. Dogodek, na vse, na ta uspeh. Ja, v bistvu smo kar na ta dan 2 drevesa dobila. Ne? In ja, to je drevo, je kar spremljano. Tudi pesmi, ne? Ja. Naslednja? To je pa... To je pijača, alkohol, Madonna. To je pa v bistvu, ja, na Križankah sem imela kot darilo za tiste, ki so nama pomagali, eno pianino so dala posebej za to izdelati. Tako, naj vse lepo traja, vsaj še 1000-letno. Zelo lepo. Če bi vedel, bi še pianino prinesel. Ja, čez pozabo. To je pa... to je pa ta nov dizajn, no? za oba datuma. Velike službe na tem terenu. Velike službe, ja. Velike službe, malo družbe. Tako. Ja, ravno grejo pač promocija, no? Tudi neki jamboti po Ljubljani in Mariboru in smo v bistvu... Tole bomo zagotovo še videli. To je pa to. Ja, sej, večina je prepletena v bistvu. Več pa ne kazati, veš, ko je to pa pol. Bomo cenzurirati. Ja, nič, prišli smo počasi do konca pogovoru. Jaz za konec pripravim mojim gostom 3 take časopisne naslove v našem slogu. A vidva povesta, če bomo kdaj lahko to brali. Dobar. Je pa to čisto plod moje domišljije. Torej, prvi je tak. Rej predstavil svojo serijo ribiških palic. Sem slišala, da si navdušen ribič, a če bi ti ponudili kakšno poslovno sodelovanje, bi sprejel? Bi.
Samo potem je mogla Marjetka nehati mene skozi javno zafrkavati, da nič ne ulovim, ker bi potem te palice marketinško imele slabo konotacijo. Ne? Se pravi, rejva serija palic, nič ne boš ujel. Kar ne drži. Slab marketing. Ne drži. Jih imamo pa kar dosti. Ok, naslednji naslov. Marjetka je izdala svojo pesniško zbirko. Bi mogoče kakšna besedila, ki ne bodo v glasbena, kdaj izdala v taki obliki? Ja, to bi bilo čist možno. Mislim, da sem se v prihodnosti spogledovala tudi, ena misel, jaz sem preplavala, pa tudi hitro odplavala. Tudi mogoče, jaz zelo rada motiviram ljudi, pa se mi zdi, da sem vedno znajdem tako, rada poiščem, da ljudem pokažem, da zmorejo, da znajo, ne, že preko učiteljskega poklica, tako da tudi kakšne vidim se tudi v motivacijah, no, tako v prihodnosti, ne. Moram še dozoreti, ne, da bom še bolj modra, ne tukaj, grozna. Tako da mogoče bomo kaj takega prebrali. Ja. No in še tretji naslov. Marjetka in Rej bosta tekmovala v šovu Zvezde plešajo. Bi se odzvala takemu povabilu? Veš kaj, to bi bil dober trening za ker midva se res nič kaj športom ne ukvarja. Jaz sem vedno ne rada. Vedno sem se spogledal, ker bi bil prisiljen v nek trening. Ne, ker to bi mi bilo nerodno ne iti, veš, pri celo Slovenijo se brukat, ne. Tako da bi se kar najdela, jaz mislim, da bi kaj razturala. Ja, to je zelo možno. Ja. Super. Potem se pa že veselimo, ne, da doživimo vse to, da bomo lovili ribe z tvojimi palicami. Brali pesmi zbirko, in ob tem, ko boste gledali novo sezono Zvezde plešajo. Fajn naslovi, všeč. No, upam, da jih bomo brali. Jaz se vam zelo iskreno zahvaljujem za tale pogovor. In čakamo eno zelo uspešno, lepo leto. Želim vam vse dobro. Hvala lepa, ko mi čakava vse, kar prihajam. To je bil Showcast. Hvala, da ste bili z nami.